V okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva ima pomembno mesto ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato je Čebelarska zveza Slovenije ob podpori Republike Slovenije Organizaciji Združenih narodov predlagala, da 20. maj postane Svetovni dan čebel. Pobudo je med drugim podprla v mesecu septembru tudi največja mednarodna čebelarska organizacija Apimondija. V povezavi s promocijo pobude v Sloveniji se je Čebelarska zveza Slovenije ob sodelovanju s čebelarskimi društvi lotila pomembnega projekta z naslovom Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet. Tudi v Slovenskih Konjicah so zadnji januarski četrtkov dopoldan namenili pomembnemu dogodku. V dvorani Konjičanka je potekala okvirna predstavitev projekta strani predsednika Čebelarskega društva Slovenske Konjice Staneta Kokelja, podrobnosti o projektu samem pa je zbranim podal predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč. No, zakaj pa smo se mi odločili, da predlagamo Svetovni dan čebel? Predvsem in samo zato, da se bo svet še bolj zavedal, da je vsaka tretja žlica svetovne hrane odvisna od opraševanja čebel. To mora biti sporočilo, da je treba v svetu ustvariti take pogoje, da bodo čebele sploh lahko preživele. Mi vemo, da danes čebela brez čebelarja ne more preživeti. Kar je pa še hujše, pa samo čebela in čebelar nista več dovolj. Če ni okolica primerna za čebelarjenje, tudi čebela in čebelar težko preživita. In zato je to bolj pomembno, da se vsi zavedamo, da je treba čebeli ustvariti take pogoje, da bodo čebele lahko preživele. Dosti žalostno je, danes smo bili tudi v Velenju, pa je bilo tam rečeno, naše mesto je zelo čisto, zrak je super, bomo dali čebele na občinske stavbe, pa v Ljubljano na občinsko stavbo, pa ne vem kaj še vse. Ampak dosti žalosten je, da ta trenutek res čebele skoraj lažje preživijo v mestih, kot pa na podeželju. To je zaskrbljujoče. Kakor je po eni strani zelo fajn, da čebele v mestih preživijo, da se lahko pohvalimo, da imamo čista mesta, da imamo ustrezno okolje. Je pa po drugi strani hudo zaskrbljujoče, da pa čebele tam, ko jih rabimo za opraševanje, težko preživijo. Ker če bomo mi vse čebele dali v mestih, ne bo opraševanja za hrano. Mi rabimo čebele na kmetijskih površinah, tam pa imamo problem. In tukaj bo treba pri nas in v svetu narediti več, ker to, da se bomo hvalili, kako čebele fajn v mestih preživijo, dolgoročno za pridelavo hrane, popolnoma nič ne pomaga. Tako da to je glavno sporočilo tega svetovnega dneva čebel, da je treba na čebele paziti in da je treba ustvariti take pogoje, da bodo čebele lahko preživele. Zdaj večkrat mogoče ste slišali že svetovna politika od Vatikana do Bruslja, do Kitajske, to naš predlog podpira in realno bo 2017 Svetovni dan čebel v Organizaciji Združenih narodov v New Yorku tudi razglašen. Mislim, da tukaj ni več dileme. Dilema je bila samo, ali bomo uspeli z 20. majem na dan slovenskega čebelarja. To pa mislim, da tudi ni več dileme, ker je Svetovna čebelarska organizacija v Koreji naš predlog 100% podprla. Da je bil pa ta predlog slovenskih čebelarjev v Koreji med 92 državami soglasno potrjen, gre pa zasluga temu, da je slovensko čebelarstvo v svetu zelo cenjeno. Če bi Svetovna čebelarska organizacija mogla razglasiti, katera država je najbolj čebelarska, najbolj organizirana, je sigurno Slovenija. Županu Miranu Gorinčku in predsedniku društva Stanetu Kokalju je predal posebno listino podpore Svetovnemu dnevu čebel z naslovom Stopimo skupaj. Predvsem pa bi si želel, da tudi v okviru čebelarskih društev, v čebelarskih vrstah dobimo čim več mladih. To, ko gledam različna društva po občini, in jih imamo tam okrog 190, marsikje ta podbladek ni težava, pri čebelarjih pa opažam in bi želel, da bi našli to pot, da bi čim več mladih vključili. Jaz vem, da so prizadevanja, da so čebelarski krožki po osnovnih šolah, ampak očitno bomo tu vsi skupaj morali dati malo več spodbude, da si bodo mladi vzeli več časa in da bodo to vzeli kot svoje. Drugače pa vsekakor pozdravljam to pobudo, da nekako razglasimo Svetovni dan čebel, pa ne zaradi čebel, zaradi nas. Da poudarimo to, kar je potrebno nenehno, ker človek je pač takšno bitje, da kar hitro pozabi to, kar mu nekako ne leži ali pa kar potrebuje določen napor.
Večkrat treba opozarjati in potem smo na pravi poti. Ja. Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in velik pomen. Kljub veliki gospodarski vrednosti, ki jo imajo vsi čebelji pridelki, med, cvetni prah, propolis, je od njih še veliko večja korist preko opraševanja, saj so medonosne čebele najpomembnejše opraševalke žužkocvetnih rastlin. Preko opraševanja nam zagotavljajo kar tretjino svetovne hrane, prav tako pa z opraševanjem rastlin čebele pripomorejo preko svojih visoko hranljivih izdelkov še pri hranilni varnosti prebivalstva. Poleg tega je kranjska čebela v Sloveniji zaščitena čebelja podvrsta. Zaradi ugodnih morfoloških in etoloških lastnosti je prisotna še širše v Srednji Evropi in drugih državah Zahodne Evrope in zunaj nje, k čemur so prispevali trgovci s čebelami v preteklosti, njihovo tradicijo pa danes nadaljujejo predvsem vzrejevalci matic. Danes je kranjska čebela druga najbolj razširjena čebelja podvrsta na svetu, zato ima v svetovnem čebelarstvu veliko prepoznavnost in bogat pomen. Čebele imajo s svojim delovanjem pozitivne učinke na celoten ekosistem in na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi, ki je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje človekovega neposrednega naravnega okolja in s tem človeštva samega. V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele vse bolj ogrožene. Njihov življenjski prostor se krči, razmere za njihovo življenje in razvoj pa so vse slabše. Jaz bi samo še v 2 besedah se dotaknil te zgodbe zadnjega meseca, ko v bistvu se je zgodil medijski linč nad čebelarji. Absolutno je treba se zavedati, da črni trg zdravili je obsojanja vreden in da čebelar, ki gre na črn trg, je naredil prekršek. In to je 100% in to zadevo je treba rešiti. Hvala Bogu, ta prekršek ni pustil nikakršnih posledic na slovenskem medu. Niti ena analiza v zadnjih 15 letih ni bila na slovenskem medu izven pravilnika. To, da se je pa, bom rekel, v medijih ta zgodba začela pojavljati, je pa seveda stvar tistih, ki želijo uspešno čebelarsko zgodbo v Sloveniji zatreti. Kdo pa je to? Pojte, slovenski čebelari prodamo 90% medu na domu. Komu to paše? Oziroma komu ne paše? Lobiji želijo, da bi slovenski čebelari ne bi prodajali doma. Enako je tudi z vso lokalno hrano, ker to gre veletrgovskim centrom zelo v nos, da bi mi prodajali doma. Druga stvar, želeli smo urediti trg zdravili, cene, tudi tukaj smo stopili na žulj, ker seveda nekdo bi izgubil velike zaslužke. Da ne govorimo o legalizaciji apiterapije, še marsikaj druga. Tako da, jaz verjamem, da z te zgodbe bomo čebelarji tudi pri sebi tam, ki treba naredili red. Še enkrat pa, javnost bomo pa s svojim uspešnim delom, svojimi uspešnimi projekti pokazali, da si tega, bom rekel, linča slovensko čebelarstvo tudi približno ni zaslužilo. Zato je v tej fazi potrebno, da stopimo skupaj, da odpremo svoje čebelarstvo, da pokažemo svoje dobre prakse, ker potrošniki bodo to razumeli, slovenski čebelari pa brez problema to pokažemo. Še enkrat lahko vam pa gospod Žvikrt pove, so bila kar nekajkrat zdaj v tujini, da predstavljati si slovensko čebelarstvo ali pa tuje, glede higiene, pa glede tega, pa lahko kar poveš, da mislim, da sam jaz ti pa nepredstavljivo. Zdaj čebelarstvo v tujini nam tam hoče pokaže dobre stvari, ampak smo mi daleč pred njimi. Pri nas je res čebelarstvo, higiena čebelarstva na nivoju, v tujini še pa to in dosti manjka. Čeprav nas tudi počasi začenjajo slediti, ne. Ampak tu smo dosti pred njimi in lahko v komodcu, jaz pravim, vsem strankam odprete vrate, pokažete, kako mi čebelarimo, za kakšne nemo čebelarimo, kakšne čebeljake imamo, ker marsikje nimajo stanovanj tako urejeni, kot mi čebeljake. Medovitih površin je zaradi vse večjih monokultur in spremenjene ter intenzivnejše tehnologije pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani pestrosti kot nekoč. Sled temu smo priča slabšemu razvoju čebeljih družin. K takšnemu stanju svoje dodajo še nove čebelje bolezni in škodljivci, ki so posledica slabše odpornosti čebeljih družin in seveda globalizacija, ki podpira prenos škodljivcev na daljše razdalje.